Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji volji. Luka 1:38. Ne zdi se pošteno. Angel Gabriel se prikaže Zahariji, mu obljubi, da bosta z ženo Elizabeto po čudežu dobila otroka, in ko ga vpraša, kako je lahko prepričan, da se bo to zgodilo, posledično za več kot 10 mesecev onemi. Po drugi strani pa, ko se isti angel prikaže Mariji in tudi njej obljubi po čudežu otroka, in tudi ona postavi zelo razumljivo vprašanje, kako se bo to zgodilo, ko pa ne poznam moža, in na nek način poda razlago. Namesto da bi tudi njo okaral zaradi pomanjkanja njene vere, tako kot je okaral Zaharijo. Odgovori ji, da bo Sveti Duh prišel nad njo in moč Najvišjega jo bo zasenčila. To ni bil ne vem kakšen odgovor, toda kot kaže, je bilo to vse, kar je Marija morala vedeti v tistem trenutku. Ni šlo za to, da je devica in da bo v bližnji prihodnosti imela spolne odnose z moškim, temveč da se bo zgodil popolnoma nadnaravni dogodek. Božji duh in moč jo bosta obdala in spočela bo. Marija sprejme razlago, kakršna pač je, in sprejme Božjo voljo za svoje življenje, ki bo zdaj zavedno spremenjeno. Toda do njenega sprejetja je prišlo šele po tem, ko je Gabriel odgovoril na njeno vprašanje, kako se bo to zgodilo. Zakaj Marija ni bila okarana, tako kot je bil okaran Zaharija? Očitni odgovor je, da do tedaj v človeški zgodovini še ni bilo primera za dejansko deviško spočetje. Marija ni imela nobenega primera, ki bi mu lahko sledila, kot ga je imel Zaharija. Zanimivo pa je, kako so komentatorji skozi stoletja redko zadovoljevali z očitnim odgovorom in so marsikdaj poskušali Marijo narediti za bolj krepostno, kot je Luka kadarkoli navajal. Res je, Gabriel jo imenuje obdarjena z milostjo, vendar tudi razloži zakaj. Gospod je bil z njo, pravi. Bolj povzdigujemo Marijo, manj jo lahko razumemo kot navadno najstnico. Po drugi strani pa, bolj ko spoznavamo, da je Bog iz nam neznanih razlogov izbral preprosto ponižno judovsko mladostnico, da bi rodila njegovega sina, bolj bomo verovali, da lahko tudi nas uporabi za dosego svojih popolnih namenov. Ne potrebujemo posebnega usposabljanja ali privilegijev, da bi svojim dobrim prijateljem povedali, da potrebujejo Jezusa. Ali da se bomo zavezali spoštovati naše krstne ali zakonske zaobljube. Samo posnemati moramo Marijino molitev. Naj bo njeno življenje po Božji besedi in nenehno živeti v skladu s to molitvijo.